Twingo je vedno bil precej svojevrsten malček. In če ste mislili, da novi ne bo, ste se zmotili. Tale ima na primer platneno streho, ki se odpre tako kot pri vseh preteklih generacijah nazaj do prtljažnih vrat, stane pa točno tisočaka. Ja, super je, ko se ti takole odpre nebo nad tabo, piha pa ne preveč, vsaj spredaj ne. Edino sistem odpiranja je malo tečen, ko moraš ves čas držati tale gumb in ne gre samo. Tudi notranjost tega rumenega piščanca je bogata, sicer je plastika trda, ampak to ne zmoti. Spet lahko pohvalim sistem AirLink, še posebej pa mi je všeč tale pravi predal tukaj spredaj, ki je zelo uporaben, pri Smart po drugi strani dobite le mrežico. Na to, da nima merilnika vrtljajev, se nekako še navadiš, pogrešam pa samodejno odpiranje stekel. Najšibkejši motor v ponudbi v litru prostornine skriva 52 kW, torej 70 konjev in je za po mestu čisto super. Vendar bi sam raje izbral 0,9 litrskega turbobencinskega, ki proizvede 66 kW, torej 90 konjev. Zakaj? Tale na avtocesti sploh ni varčen, ker se ves čas muči, do 7,5 litrov vam bo porabil, pa tudi sicer večkrat pogreša malo več živahnosti. No, v mestu bo porabil 6 litrov in tam se boste najbrž tudi največkrat zadrževali. In vedno se vam bo smejalo ob okretnosti, skoraj na mestu se obrne. Ker gre za mestno reč, občutek na volanu ni posebej dober, ker ne rabi biti, tole seveda ni noben dirkalnik za ovinke, briljira pa v mestu. Pa cena? Točno takšen stane dobrih 14 tisočakov in brez težav bi lahko črtali kak kos opreme in živeli brez nje. Ampak potem Twingo ne bi bil tako poseben. V vsakem primeru pa se odločite za zmogljivejši motor.